Glavnina del trenutno poteka na območju črnomaljske občine, kjer bo v okviru projekta zgrajenih 62 kilometrov vodovoda. Velik problem so nam služnosti, nekatere še vedno zelo težko pridobivamo, tudi lahko rečem zaradi nerazumnih zahtev posameznikov, kar nam podaljšuje pridobivanje gradbenih dovoljenj, zahteva tudi preprojektiranja. V središču Semiča, kjer potekajo dela na gradnji kanalizacijskega sistema, so v teh dneh na delu arheologi, kar seveda upočasnjuje gradnjo. Moram reči, da imamo center popolnoma prekopan, tako da apeliram in se zahvaljujem ljudem, da potrpijo, kajti istočasno se gradi še daljinsko ogrevanje in je resnično vse v gradnji. Odmika pa se začetek gradnje semiške čistilne naprave. Črnomaljska upravna enota jim je namreč izračunala spremembo namembnosti zemljišča v višini 35 tisoč evrov. In seveda smo sedaj v fazi, ko moramo geodetsko odmeriti samo tista najmanjši del, na katerem lahko čistilna naprava stoji, da bomo seveda te stroške zmanjšali. To je lapsus naše politike, zakona o spremembi namembnosti in stroški, na katere nismo računali. Brez plačila tega prispevka pa ne morejo dobiti gradbenega dovoljenja, pravi semiška županja. V metliški občini, kjer je trenutno v zaključni fazi projektiranja višinskega vodovoda, pa imajo težave s pridobitvijo soglasja za postavitev vodohrama na arheološko pomembnem območju Kučarja. Verjetno na samem Kučarju vodohrana ne bomo mogli zgraditi. Težko rečem še v tem trenutku. Delamo na tem, da ga bi, bojim pa se, da bo težko. Zavod za kulturno dediščino jim je namreč podal že tretji negativni odgovor. Na Kučarju jim ne dovolijo niti sondažnega izkopa, dodaja Flajnik Pezdirčeva.